Živijo! Danes bomo unboxali novi Neo Telekoma Slovenije. To je veliko več, kot sam pametna televizija. Če mene vprašaš, je to dejansko bližje računalniku, ki uporablja tvojo televizijo samo kot en ogromen monitor in kot način, da se sporazumeva s tabo. Se ful veselim, da ga bom sprobala in da si vse pogledamo, kaj vse zmore. Pa ga dajmo odpreti. Wow, pač toliko je lepa črna škatlica. Neskončno, zato ker so možnosti z njemu neskončne. A veš, ful mi je dizajnersko tudi všeč. Ok, kaj so še ostale stvari, ki jih dobiš? Poln enih kablov, to je internet, to je elektrika, to je, za kable lepš skupaj zvezati, HDMI kabel in pa daljinček. Ta daljinček je tudi tako dizajnersko v nulo izdelana, ne? Pač meni je res to klep. Ok, zdaj pa dajmo televizijo priklopiti, Neo ta gor, pa da vidimo, kaj zmore. Evo, priklop je hiter in preprost. Neo je platforma za pametno življenje, ki ti poleg olajšanega upravljanja z vsebinami TV-ja omogoča tudi, da nam priklopaš pametne naprave in uporabljaš različne aplikacije, ki so na voljo. V prihodnosti bodo dodali tudi igre. Tudi daljinec je ful vsestranski. S tvojo televizijo je povezan prek Bluetootha, tako da ga ni treba imeti direktno usmerjenega v televizijo, ki ga upravljaš, in tudi, da bi te slišal, ga ni treba usmeriti vase. Ampak ful dobro izgleda, zato vsi to delamo. Upravlja lahko tudi nekatere televizije in tvoje pametne naprave, tako da lahko v bistvu vse upravljaš z enim daljincem. Kaj lepšega, kot imeti na mizi samo en lepo dizajnerski daljinec za vse naprave. Kot najbolj uporabno se izkaže upravljanje Neo Boxa z glasom, in to v slovenščini in angleščini, brez da bi ti bilo vmes treba preklapljati med jeziki. Glasnost 10. TV enostavno ni narejen za to, da bi se z njemu premikal po tipkah, in je veliko lažje, če mu enostavno z glasom poveš, kaj hočeš od njega. Discovery Channel. Poleg programov lahko z Neotom iščeš tudi po različnih filmih, serijah, oddajah, igralcih in režiserjih. Neo bo nato poiskal vsebino po vseh programih, ki se trenutno predvajajo, po vseh vsebinah, ki so se predvajale v zadnjih 7 dneh, po vseh filmih in serijah, ki so ti na voljo v knjižnicah za izposojo, in ti tudi zraven napisal, koliko te bo taka izposoja stala, in pa po YouTubeu. In ti vse to lepo zlistal. Lahko pa si ogledaš tudi, katere so trenutno najbolj gledane oddaje, ki se predvajajo. Za vsakega izmed teh zadetkov nam nato Neo povzame najpomembnejše informacije, ki so na voljo. Letnica produkcije, dolžina filma, igralska zasedba, IMDb in Rotten Tomatoes ocena, tako da se lahko takoj odločiš, a si boš film pogledal ali boš rajši izbral kaj drugega. Ok, kaj pa če ne veš, kaj bi gledal? Enostavno mu rečeš, dolgčas mi je. In Neo ti bo prikazal vsebine, ki so najbolj prilagojene prav za tebe. Tako da, večkrat ga uporabljaš, večkrat mu poveš, kaj ti je všeč, bolj bo Neo razumel tvoje preference in ti prikazal točno tisto, kar je najboljša vsebina zate. Kaj pa, če te nekdo zmoti, ko gledaš film? Enostavno se ti bo film shranil v knjižnico in ko se vrneš nazaj, lahko nadaljuješ z ogledom točno tam, kjer si prej nehal. Lahko pa si tudi naložiš Neo aplikacijo na telefon ali pa tablico in z ogledom nadaljuješ na poti. Ok, zdaj moram pa malo nadoknaditi, kaj sta Maja pa Lovro objavljala. Neki. A veš tisto, ko padeš v eno awkward situacijo, po možnosti nekje v javnosti in ti rata ful nerodno? Še ena stvar, preden grem. Tole je moj zadnji video na neki kanalu. Jaz se vam moram ful zahvaliti vsem, ki ste z veseljem spremljali unboxinge, in pa seveda Maji pa Lovro tudi, da sem lahko soustvarjala z vama. Mene lahko naprej spremljate na mojem slovenskem Tjaša Del kanalu in pa seveda na angleškem Cat4K kanalu, kjer vam bom vedno predstavljala najnovejše gadgete in pa nasvete o tehnologiji na splošno. Čau!